Dobrodošli na slovesnosti ob uradnem odprtju dveh polnilnic za električna vozila tukaj v Slovenskih Konjicah. Občina Slovenske Konjice se je decembra 2016 prijavila na razpis Ekosklada za sofinanciranje polnilnic za električna vozila. Februarja 2017 je z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude uspešno kandidirala pri prijavi, kar pomeni, da sta obe polnilnici v celoti sofinancirani. Gre za upravičeni del stroškov, preostanek potrebnih finančnih sredstev za dokončno izvedbo pa je bil zagotovljen v občinskem proračunu. Polnilnici sta postavljeni na lokacijah, ki sta strateško pomembni za revitalizacijo konjiškega starega trga. Prva, tukaj, kjer se nahajamo na javnem parkirišču pri uvozu na Stari trg, in druga na javnem parkirišču za upravno enoto Slovenske Konjice. Za besedo ob uradnem odprtju oziroma predaji električnih polnilnic v uporabo prosim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane in spoštovani, danes v tem toplem sončnem vremenu je sonce posijalo tudi na spremenjen način prevozov v naši občini, tako da vsi tisti, ki že uporabljajo električna vozila, in z veseljem sem pred dnevi opazil en avtomobil mariborske registracije na parkirišču za občino oziroma za upravno enoto, ko si je en gospod z veseljem privoščil malo električne energije. Povsem simbolno dejanje, pa vendar velik korak na poti v prihodnost, kajti prepričan sem, da slej ali prej, in to se dogaja čedalje bolj hitro, se te spremembe dogajajo, da bomo tudi v Sloveniji prešli na uporabo drugačne energije, kot je pa ta, kot je rečemo, fosilna. In resnično danes bom z veseljem priključil tale naš mali predor, ki služi za projekt Prostor na hitro polnjenje, kajti tisto dolgotrajno polnjenje le traja 6 do 8 ur in je včasih si kar malo nervozen, ker bi se ti že kam mudi, pa ne uspeš pravočasno napolniti dovolj energije. In s tem hitrim polnjenjem pa seveda bomo ponudili vsem tistim, ki prihajajo v naše kraje, da si opomore njihovo vozilo, hkrati pa se izkažemo tudi v tehnološkem smislu kot napredna družba. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu, da smo danes tukaj na teh zelenih črtah, na teh parkiriščih lahko vsi skupaj ponosni. Iskrene čestitke vsem Konjičankam in Konjičanom s pozivom, da si tudi sami umislijo kakšno takšno vozilo, da bo naše okolje bolj tiho in pa ozračje bolj čisto. Hvala županu. Naj ponovim, da bo polnjenje v okviru promocije ekološke in trajnostne mobilnosti zaenkrat brezplačno. Sočasno se lahko polnita dve električni vozili, mi pa bomo v tem trenutku simbolično napolnili občinsko, med občani dobro uveljavljeno električno vozilo, ki ga od meseca marca uporabljajo za prevoze starejših občanov prostovoljni šoferji, prostoferji. Do danes je bilo kot zanimivost z občinskim električnim vozilom upravljenih okoli 1000 kilometrov. Avtomobil je tako postal koristna in zelo pomembna občinska pridobitev, tudi v zavesti projekta Zero Waste, v katerem se občina trudi, da bi čim bolj zmanjšala količino odpadkov in tako skrbela za čistejše okolje. Sedaj pa župana, gospoda Mirana Gorinška, prosim za prvo uradno in simbolično pravzaprav polnitev na novi električni polnilnici. Izvolite. Polnilnici sta moči 22 kW in omogočata polnjenje na dva standardizirana priključka, Šuko klasična hišna vtičnica in 7-polna tip 2. Polnilnici je dobavilo podjetje Etrel model G6. To je Etrelova najnovejša generacija polnilnic, ki nudi bogat nabor storitev za končne uporabnike in upravljavce polnilne infrastrukture. Omogoča varno, hkratno polnjenje dveh vozil. Čas je odvisen od moči polnilne postaje in moči polnilca samega vozila. Vsako polnilno mesto je opremljeno z LED signalizacijo, ki jasno prikazuje njegovo razpoložljivost.
Pred in med polnjenjem je polnilna vtičnica zaklenjena, kar preprečuje poškodbe in zlorabe. Moč polnjenja na posamezni vtičnici je lahko od 3,7 do 22 kW izmenične napetosti. Polnilnica je zasnovana tako, da se jo z lahkoto umesti na majhen prostor ob parkirnih mestih. Njeno ohišje omogoča dolgotrajno uporabo v neugodnih vremenskih pogojih in nudi zaščito pred vandalizmom in možnost prilagoditve videza postaje željam naročnika. S pomočjo vgrajene komunikacijske in programske opreme lahko upravljavci polnilnih postaj nadzirajo polnjenje na svojih postajah in skrbijo za njihovo pravilno delovanje. Urejeno je tudi brezžično daljinsko upravljanje postaje, ki ga izvaja podjetje Petrol d.d.